Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro, bogato z gosti. Res je. Imeli smo tukaj dve izjemno simpatični učiteljici, Kuda študent, ki ima to soboto, torej celovečerni koncert oziroma predstavo v SNG-u. Govorili smo tudi z direktorjem festivala Arsana, Mladenom Delinom. Imajo kar program letos. Kar? Zelo razširjenega in za vse, ker zraven teh velikih imen, ki pridejo še potem oder mladih, pa otroški festival, tako da za vse se nekaj najde. Jep. Ampak ni bilo to vse, kar smo imeli danes zjutraj. Smo imeli puno vsega. Tako da vabljeni, da prisluhnete in slišite tudi, komu je Jeger dejansko vrgel rokavico v obraz. Za 7. juni govorimo, ne? Dobro. Sem pozabil že, koga sem se užalil, ne? Je pa veš, ker jaz dosti krat užalim, pa hitro pozabim. Je vse za to. Tako da vabljeni, da prisluhnete našemu podcastu, sicer pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Prav vroče bo, ne? Prav vroče. Danes še, potem se bo malo ohladilo. Ker bo danes malo nas oplazla frontica in bo, tako da je lahko tudi kakšna nevihta danes, med 1 popoldne in 8 zvečer napovedujejo. Tako da veste. Da ne bodo rekel, da ni vedel. 12 minut pred 6, torej eno stvar sem prebral in sem ugotovil, da je to eden od razlogov, zakaj, oziroma kaj je vse narobe s svetom danes. Namreč naslov, da Citroen vrača legendarni 2CV. Torej spačke. Ne spačka vrača, ampak ta bo električni. Vse bo ful poceni, pa vse pa nič ni narobe s tem mimo grede. Samo se opravičujem, spaček je spaček in ni nov električni avto. Veš, tako je bila katerca in pol so naredili neko novo katerco. Ne obstaja nova katerca. Pa ne obstaja, katerca je samo ena. Strinjam se. Tista je lahko Renault 4, lahko ga imenuješ kak češ, ampak katerca je ena, imaš althebel gori, zgleda kot ročaj, spodnji del ročaja od marele in bog ne daj, da se ki nasloniš, ker je pleh 0,2 mm. Ja. To je katerca. Ja, glej, se pa če ima isto, oziroma ne isto, podobno obliko. Veš, kakva oblika je to? Mislim, kdo si je to zmislil, jaz ne vem. Jaz ga še nisem. No, Jeger, mogli bi te danes peljati nekam na Tromejo, bi te mogli peljati, ne v Gastaraj. Ni toliko oblika, koliko je hudič v detajlih, ne? Absolutno ni. Samo malo, pač nič ni narobe. Nič ni narobe, samo ni katerca, samo to hočem reči. In tudi spaček ni spaček, samo je. Zelo podobno obliko hranjen. Samo če se nisi peljal v starem spačku, pa zadaj sedel, pa imel po 3 kilometrih morsko bolezen, ker se v ovinkih tak nagibal, ne? Ali ne veš, kaj je. In pol sem prebral še eno stvar in se rekel, uradno je, svet gre k hudiču, tudi povezan z avtomobili, in sicer Ferrari predstavlja svoj prvi električni avtomobil. Konec je. Zdaj pa je res konec. Niti Ferrari več nema duha po benzinu. Si moram kar dati ven, vse te možne. Želimo dobro jutro. Sreda 27. maj je danes, torej lepo, da ste v naši družbi. Danes spet eno navadno jutro za Jegera. Aleluja. To ne veš? Ne. Polni smo presenečen, ne? Zdaj si se ti kaj pogovarjala? Ne. Dobro. Verjemi, za kako tako stvar mora biti to komplot kar večje količine ljudi. Dobro. In teh glav tu. Ki tokrat niso sodelovali, tako da dan si lahko mirni, Jeger. Super. Nikamor ne greš, tako da to je plus. Drugače pa danes zjutraj se bomo začeli pogovarjati o festivalu Street Food Maribor, ki pride naslednji vikend oziroma od četrtka naprej. Odlično. Bo na Trgu Leona Štuklja spet. Odlično. In ti pripravljaš, Jeger, čisto zares svoje telo za tek pod Pohorjem. Drži? Enih par stvari je o tem zapovedati tudi, ne? Med drugim, danes bomo govorili tudi o še enem festivalu, izvrstnem festivalu, ki se kmalu začne v naši neposredni bližini na Ptuju, namreč festival Arsana.
Izjemen festival, govorili bomo tudi o tem, da pripravljajo en prav poseben večer pri Kudu študent. In sicer v SNG-u, ja, v SNG-u 30. maja. Kaj točno bo ta naša izjemna folklorna skupina pripravila? Ne, vse to bomo govorili danes zjutraj, imamo pripravljeno, Tine pride mimo, imamo eno štartnino za maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja tudi. Ne pozabite, če bi radi šli, da vam Tine da, pošljete kolesarski maraton in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Pa mi ful imamo. Ja, ful imamo. Pa muzike, pa tega, pa to niti pol ni vsega, kar imamo pripravljeno danes zjutraj, tako da gremo skupaj v to sredo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, Tine je včeraj spet prišel mimo pri Frasu in Medvarju s svojim slabim vicom. Včeraj je imel 2, s tem, da je ne bil dober. Zjutraj ob 6 že, ko te je z avta kikno. Pa kasneje, Fras in Medvar šel med 12 in 4 je prišel not. Čuj, Tine! Rok je poklical. Župnik je starejši v Franki, pač vse nekaj pove. In pomaši je rekel, Franska, Mitska, poznala sta vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezice dol padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli. Si videl zdaj? Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Danes je sreda, 27. maj, včeraj je bil torek, 26. maj, legendarno jutro. Mi smo se imeli super, Jeger malo manj, ampak na koncu, ko potegneš črto, Jeger, Pa ni bilo tako slabo. se je potrdilo, nisi bil zastojen državni podprvak v orientaciji. Ja. In ja, si dovolj znan, da lahko prideš iz spodnjega Gasteraja brez telefona in denarnice nazaj v Maribor v manj kot 2 urah. Ja, in med tem, mislim, dobimo potem tudi kavico. Tako da hvala lepa, gospod Marjan. Absolutno nisi se kaj dosti pretegnil. Ja, no. Malo je bilo na začetku nervoze, potem pa se je vse razpletlo. Malo nervoze je bilo za tebe tu v studiu. Jaz sem bil kar nervozen, ko se je še drugič odpeljal. Pa dobro, tako seveda celotna zgodba je še vedno vidna na naših družbenih omrežjih, tako da si lahko ogledate. Je pa Jeger, ki se je znašel v spodnjem Gasteraju malo po 6 uri zjutraj, hitro dobil prvi prevoz, ko se je ustavila Suzana in ga cuknila do Lenarta. Prišel sem do signala. O, super. In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro. Dobro jutro. Se je pripeljala, ustavila, rekla Jeger, kaj te jaz do Lenarta zapeljem. Ja, in me je. Ja, in pol, ko smo mislili, zdaj bo pa taval po Lenartu in bojo pol začeli zgodbami, joj, otroci, v stran od njega, pazite. No, tega ne bi bilo, ampak sem tudi jaz mislil, da bom šel v Lenartu na eno kavico, pač prosil nekoga, da mi jo časti, ampak ni bilo potrebe. Ne? Ker je prišel Marjan. Tako, me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Bote videli. Ja, dejstvo je, da ga je gospod Marjan peljal v Pernico, tam sta celo šla na kavico in če vmes lenuhariš, se ti čas krajša, ker najprej je bil plan do 9. Lenuhariš? Ja, no, kaj, se pa te se moš malo... Vsaka kavica vzame najmanj Ne, pol pa ure. da tega mu ne dela, samo Jeger vseeno se potrudi. To Do hočem. pol 9 imaš zdaj čas, kaj pa si si vzel čas za kavico? Ne? Ampak tudi to ni bil problem, najprej ga je grobo zavrnil šofer avtobusa. Ja, res je. Ampak je mimo prišla Katja. Pa Katja gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala. Ja. Kaj si ti, nar? So dobri ljudje tam zunaj, so odlično dobri ljudje. In pol mu je šlo predobro in pol snega si izvedel en manever. Do 8 smo rekli, ne? Dobro. Kaj? Ja, rekel, Čakaj, samo malo, stoj. Stoj ti. Ne.
Lepo si me dobil, kak si me pa tu lepo dobil. Ja, Drugi, že pravzaprav, ker hvala si bil mastermind ampak tudi to ni bila težava. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste, Pa kaj se je mi to vse zmenimo. možno? Tako da, kaj se je rekel, do 8? In če bi je poslal tudi SMS takrat poslušalec Marjan, da čaka pri Magdalenskem parku, če bi kombi slučajno crknil, da te potegne prek mosta. Pa tu če ena poslušalka je bila je rekla, da ima dovolilnico, da me lahko direkt do radija, pred hod zapelje. Ja. In pol 12 minut pred 8. Čaki, zdaj še, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi. Glej ga. Kje vas je več? Kje vas je več? 7 in 49 minut. No, ok, 11 minut pred 8. Ja. Tako da, v bistvu si rabo samo dobro uro in pol. Čestitke, Jeger, si hvala potrdil, drži, kadarkoli boš rekel, da si znan. Jaz ne na tega govorim, pa ne govorim jaz tega. Pa Govoriš. ni res. Pa čestitke, vzami zmago, kaj se prepiraš. Sej hvala, samo ne govorim tega. Ja. Skromen, Ja, fuja. Dobro jutro. Dobro jutro. Čak je fajn zdaj, ko je malo bolj toplo, pa mislim malo bolj toplo, ko je vroče kot pes, ampak Ja, pustimo. no tak, ja. Pač človek išče senco, pa pač greš malo v gost, malo na šprancir. Malo, šprancir? Ja, malo na šprancir, kot se gre. Tako? Malo tako se podružiš, pa greš kar sam, malo si sam s svojimi mislimi, ne? Malo vzameš vase te lepe Narave. krasne energije dreves in podrasti. In domov prineseš ceka. Tako to. Ja, meni se še letos ni zgodilo, mimo grede, pametno se je cepiti proti kopnemu meningoencefalitisu, ker je katastrofa, te male gamadi pa je res ogromno in letos že fejst harajo. In to ste, ne vem, če ste videli, če ne pa, evo tu je informacija, kak vidiš, če imaš klopa, ki se recimo zavleče v gosto rastje na telesu. Kak? Je tako, da pač gledaš kot opica, gleda druge opici. To je ena varianta, lažja varianta pa je, da si na telefonu, na fotoaparatu daš filter za inverzijo barv in je tako bela pikica, veš? Resno? Ja. Dobro. Ja. Mislim, fajn je, če ni bele pikice, ne? Ampak Tako. če pa je pa. Res? Ja. Ok, zdaj si bomo vsi z telefoni pregledovali lasišče. Greš, Ja, v redu. nervozen. Ne, Si kaj hodil v unji, ne? včeraj sem hodil. No, Ker vidiš. ti imaš rastišče za biti, mislim, zdaj, če bi cek bila, bi... Mi dva ti bova pregledala to, kaj se vidi, rastje, ti pa si sam, veš, ostalo. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, kot smo obljubili, začeli se bomo malo pogovarjati o še enem vrhunskem in zelo okusnem festivalu, ki bo v našem mestu prihodnji teden od četrtka do sobote, Street Food Maribor. Trg Leona Štuklja. Imamo izkušnje. Imamo izkušnje, mi Ja, imamo se dobre bomo izkušnje. morali iti letos tudi malo preveriti. No, tako. Ne vem, če se veseliš ali ne. Pač Veselim se, ti bomo seveda se. Jegra moramo vedno na silo zraven jemati, tako je kao, joj ne, Ja. pa jaz ne, danes imam samo solato, pa danes ne bom, ne. Ko pa tam Popek men gre okoli po stojnicah. testiramo vse, ko pa še krajncu, te pa fertik, ne. Ja, glej, samo prvi pajs moram narediti. Ne? Da se ti odpre, ne? Pa grejo vsi dobri nameni, ne. Ja. Okay, in, letos bomo pripravili eno novost na Street Foodu Maribor in sicer pripravili bomo toto Street Food pojedino oziroma Street Food pojedino totega radija in sicer za 10 naših prijateljic in prijateljev bodo na prvi dan festivala o 5. popoldne, to je glih taka prava ura, da si zelo rezerviran, kar se hrane tiče čez dan. Tako. In pol o 5 prideš. In bo tam na trgu Leona Štuklja taka dolga miza pripravljena, gor na mizi pa dobrote od čisto vseh ponudnikov. Ključno s krajncem, ne? Tako da tudi, ker Vidim, da se bo moj alter ego prijavil. žal ne bo šlo. Kaj žal? Oprosti.
Mene bi mogel na tur zraven pisati, ko se lakota pišem. Ja, To bi moglo biti zakonsko to je določeno, res. da sem jaz pri tej mizi. Pri vseh, v bistvu, ne, kjer Tako, no to kjerkoli je smisla, hrana samo zraven. nisem htela biti preveč. Ampak dejstvo je, da bo tam gor, da bo tako kot reče, kot pove samo ime, street food pojedina. In začnemo z iskanjem kandidatk in kandidatov že jutri, tako da lahko že danes pošljete ključno besedo pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, pa se začnemo jutri malo igrati, pa potem tak skozi ves teden do prihodnjega četrtka, ko se začne Street Food Maribor. To spet veš tisto fino, ko že v službi zjutraj čuješ, kaj pa danes. Jaz sem že zdaj začel šparati. Minimalne obroke, od takrat. Minimalen vnos kalorij in To bi vsega. bilo nasploh dobro, ne samo zdaj. Vsa ta leta od Veš, kaj mislim? Ja, dobro, imaš malo prav. malo, ampak samo toliko zaradi debate. Točno to. Strinjaš? Torej, Street Food Maribor je vsa ta leta, ko ga spremljamo. V bistvu je z leta v leto boljši in z leta v leto je bolj fajn tja iti, ker vedno, ko ga srečaš, tam je ogromno ljudi, ogromno vrhunske ponudbe, ulične prehrane, letos bo spet nekaj novih zraven, nekaj zelo domiselnih. Tako da vsak dan greš malo probaš eno, dve, Še bomo se dolgo menili o tem? si lačna. Ja. Tako da ja, prihodnji teden, ampak že kot smo rekli, od jutri naprej iščemo kandidate za Street Food pojedino, ki jo pripravljamo, tako da pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, če želite, da vam častimo eno Street Food doživetje. Dajte se prijaviti, če ne se bom jaz. Spet. Ja, Svoje. vem, ne morem se, lahko pa tam zraven stojim, pa upam, da kaj dol pade z mize. Dobro, no. Kaj je? Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ta petek bo v našem mestu poseben. Spet bo operna noč v parku, spet bo to na tisoče kulture željnih in en izjemen dogodek je to v bistvu, ko iz opere s simfoničnim orkestrom SNG-ja nastopijo z največjimi hiti in je pač, ko govorimo o operi in opernih arijah, in je to en tak super večer. Do sem vse v redu. S tem, da letos imamo pa, mislim, da se pogovarjamo o vsem drugem, samo ne o operni noči, ko govorimo o operni noči, Ja. ker je letos strogo bilo zapovedano, da ja ne bi slučajno na travi stali, ampak samo na utrjenih površinah. In niti ne ležali na teravi, Ja. na skocu ali pa s čem. Povej malo več, Eger, torej. Ja, letos bodo varuhi parka, ampak to ne bodo, niso nobeni zeleni aktivisti ali kdorkoli, pač bojo reditelji, ki bodo usmerjali obiskovalce operne noči, kje se lahko sedejo, kje lahko stojijo, in tokrat zaradi pač enega zavoda, ki se je odločil, da pa mogoče pa trava bo letos na operni noči trpela, čeprav je to že 11. operna noč in trava v mestnem parku še vedno je. Po 11 letih, pa so rekli, da ni težava v travi, ampak v koreninskem sistemu, ki se lahko Joj, se pa te nas stojijo en na drugem, da bi obremenjevali koreninski sistem. Ok, Eger, če greva mi dva, ga malo obremeniva. Je res, ampak ne tako, da Pa bi dobro, trava ljudje. crknila. tako. Ljudje po svetu imajo parke zato, da si nesejo koco, Res je. se družijo. Verjetno na tem zavodu še niso gledali tudi poletnega koncerta Dunajskih filharmonikov v tistem parku zadaj za palačo Schönbrunn, kjer je ogromno ljudi in ležijo po travi in si naredijo piknik in spremljajo koncert. Samo Bog ve, kakšen koreninski sistem ima Avstrijci. Ja, avstrijskega, ne? Ampak Se to je. Trava je čist ista. Ne? Ja, se ve. Pa ne bi rekel zdaj, da bi imeli mi neko delikatno angleško travo, da bi imeli, ne vem, nekega Williamsa. Ne? Mi imamo pač navadno dravsko oziroma štajersko zelenico. ja, tako je. Znotraj je ogromno Res je. detelce, pa ostale gamadi, tako da ne razumem, zakaj je to potrebno. Tudi jaz ne. Tako prav butasto je in kaj bo zdaj, se pravi varuhi, si rekel, bodo stali. Ja, varuhi parka. In to ne bodo zdaj
Ne napadite jih, niso to okoljevarstveniki ali kdorkoli, to so pač tako so poimenovali reditelje, ki bodo usmerjali oziroma pomagali vam, ko boste prišli na operno noč. Da ne bo prva operna noč v zgodovini, večer visoke kulture v naravi, tako, ko bodo reditelji zvezani, kako to noter. Niso oni nič krivi. Tako. Ne, ampak še enkrat več smo bolj papeški od papeža, tako da jaz samo vidite, uživajte, najdite si lepo mesto, kjer boste doživeli ta en krasen večer kulture in največjih opernih ari, še enkrat več in čuvajte korenine. Probajte čim manj o tem razmišljati. Jaz se opravičujem, da moram tako reči, samo šmebalava strava, resno. Dobro jutro. Torej, 7. juni bo kar športni dan v našem mestu in okolici, ker bo seveda maraton okoli Pohorja za kolesarje, za te, ki radi tečete, pa oziroma tek pod Pohorjem v Hoči. Res je. Hočah, torej tradicionalni že 10. tokrat. In 3. z Maticem Jegrom. 3. zaporedni. Kot celi tekacen postal. Celi. Od dolje do gore. Kak si 3. zaporedni tek, to je nekaj neverjetnega. Tako da, jaz sem pripravljen. Zdaj vrhunsko pripravljen, ampak sem pripravljen, vem, kaj me čaka. Ne? Spet grem na 10 km, drugače pa takrat v Hočah tudi tek na 6,5 km, pa tudi pripravljene imajo družinski tek ali pa otroški tek. Tako da za vse je poskrbljeno, štartnine so, oziroma prijavnice za štart so odprte, tako da lahko se prijavite na protime.si. Do zdaj je cena do 4.6. 23 evrov, na dan dogodka 30 evrov, tako da dajte se čim prej prijaviti, da bo vse. Je pa tudi družinski tek, pa otroški teki so pa vse. To sem povedal že. Ne, pa če še povem enkrat, tebi povem. Družinski tek in otroški tek. Če grem najprej na 10, ko grem nič dan boljše. Kaj? Kako ti vse uničiš? Htela smo ti lepo povedati, da bi bilo mogoče boljše, če bi otroškega vzel na 10. Nič ne na vse uničim, ker seveda grem jaz na 10. Zato ni sploh vprašanje, nikoli ni bila debata, zato ker letos je tudi taki znotraj tega teka še en taki dvoboj med mano in županom. Med mano in županom občine Hoče - Slivnica, dr. Markom Soršakom. Daj nehaj, kaki dvoboj? In tako smo se rekli, da smo se šla staviti, kdo bo zmagal, tisti, ko zmaga, časti pijačo. Mi da smo glih obrnila, veš, ne tisti, ki izgubi, tisti, ki zmaga. Ker jaz se spomnim, pa sem kar sodeloval v teh pripravah v zadnjih 2 tekih pod Pohorjem. To bilo kar nekega, veš, ko sta se ona dva to, pa veš kaj, ja samo zdaj ne morem, veš kaj, koleno imam, ja pa kolik imam, pa ono ne, drugače pa jaz ful, veš. Samo zdaj pa res ne, letos ne morem. Letos ni izgovora strani nobenega. Tako da neposreden spopad med mano in županom. In kdo bo zmagal? Jaz, logično. Kaj se Ja ne vem, jaz mislim, da bi to jaz moral en stand-off zorganizirati, ker to je Poslušaj, že kliče. Ti si na moji strani, župan ima tam svoje občinare na svoji strani, ne? Ne vem, če ima. Ja, ima. Kaj hodiš na seje občinskega sveta? Ne svetnike, ti tam zaposlene, ne? Okay. Veš, da jih je strah, da bi izgubil, pa bo še 14 dni sitno hodil na občino. Ti si pa na moji strani, dobro? Jaz na tvoji. Ja. Je slučajno skakal na ono stran. Mene vseeno zanima, ker veš, kaj pravi druga stran, ne? Ker tu je eni grožen. Ne, saj, načeloma lahko pride, pa se bomo malo pomenili, ampak ti si na moji strani. Ti ga boš pojedal, ne? Seveda ga bom. Jaz bi sam povedala, da sva z Igrom že obiskala Hoče - Slivnica nekaj dni nazaj in ob malo po 9 na našem Facebooku in Instagramu. Dobro. Soočenje z županom je že bilo eno. Danes malo drugače, ker je danes z nami tudi Domen, ki je poslal SMS, da bi šel kolesariti na maraton okoli Pohorja. Domen, dobro jutro. Ja, pozdravljen. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. In Tine je tudi tukaj, naš predsednik kolesarske matice. Zdrav, Domen. Zdrav. Čuje, ti praviš, da bi šel okoli Pohorja? Ja, bi, ja. Ja, bi, ne. Samo že da knjige nješ. Tako je. Nisi imel do zdaj.
Tako da iskrene čestitke. Ja, bravo, vsaka čas. Najlepša hvala. Kako dela Tine, vse to ne moreš verjeti. Čuje, povej mi, si že bil okoli? Daj? Nikoli še nisem bil. Pa letos greš okoli ali kaj krajšega, tako Tine? Imaš Probal bi 150? okoli. Bi probal? To je ded. Jaz sem za. Ja, Jaz bom v mislih s tabo. ja, hvala. Jaz pa bom samo tako rekel, vsak je za sebe v tej zgodbi. Ja, res je. To pa je res, ja. Tako da telefon mej sabo za vsak primer. Mi ti želimo vse dobro. Seveda to je že 47. ta legendarni kolesarski maraton in Domen, ti boš torej letos zraven. Tine je často štartnino. Hkrati pa, Tine, če smo že na tej točki, zdaj je čas, veš, ko vedno Tine pove eno svojo zanimivost. Pa Domen, če te že imamo na zvezi, ne? Evo, Domen, zdaj, mislim, da si prvi v zgodovini, ko mi direkt njemu povedal. Domen, ti veš, kaj je razlog številka 1 za neplanirane nosečnosti? Delali so raziskavo. Alkohol. Ne, mislim, ni zdaj razlog, bolj izgovor, ali kako bi temu rekli. Daj no samo vrh bom. Ja. Viš, Domen, štartnina pa zabava. Enem kosa. Hvala, da si se prijavil in hvala, Drugače da greš. pa sem, da še domno povem, 7.6. je to štart, pa je na severni ploščadi Ljudskega vrta, ne? Ja. Naš po trgu Svobode na Siskov ali pa na Lentu ali pa... Dobro, znaš po, to še bistveno vprašanje, znaš po zadnji? Ja, znam, samo zdaj. No, pa da imaš vse. To je to. Domen, fajn kolesari, lep dan ti lepa. želimo. Enako tudi vam. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. 27. maj je danes, zdaj do počitnic še kak mesec dni. Ampak zunaj ga že fajn kurbljajo, tako da imaš malo občutek za poletje. Oziroma, ko da je, ne ko da je. Je poletje. Je poletje. Pika. In zdaj marsikateri starš pomisli, počitnice. Grozno. Kaj te bomo letos? Ja. In spet, kako bomo to, pa kaj bojo dopoldne otroci, pa spet samo računalnik, pa spet nič drugega, pa celi zmešani že do 2-3 popoldne. Ja. Ti še tega ne poznaš, Ege? Ne. Čakaj. Malo Na boš. srečo. Mislim, v bistvu ne boš več dolgo čakal. Za tebe so počitnice v bistvu fajn, se niti nič ne spremeni, ker verjetno tudi še gre v vrtec, pa tako, Ne. a ne, 2 meseca ne gre. 2 meseca je doma. Šparate, ne? Pač 2 meseca, zakaj bi dedi pa babice, ne? Ne. Dneva je dosti doma med Okay. Včeraj sem ravno poslušala o tem, da tudi otrok rabi baje počitnice. Seveda. In rabi. ni normalno, mislim normalno, pač ni priporočljivo, da je non-stop vrtco, tudi ko so poletne počitnice, da je fajn, da je malo doma. Tako. Ok, pol pa pridejo iz vrtca v osnovno šolo, pa pol grejo v više razrede osnovne šole in pol postanejo počitnice relativna težava, oziroma tam nekje v sredi avgusta že kličeš 1. september v sanjah z obrednimi plesi, za vsem, samo da čas hitreje mine. Ampak mi imamo eno rešitev za vas. Jutri zjutraj boste lahko dobili tedensko počitniško varstvo v VUP-u. Res? S poletnimi počitnicami, ker pripravljajo spet tudi letos res vrhunski program in tam od 7:30 zjutraj do 4:30 popoldne. To je pa kar dobro. Imajo za jesti, imajo vse. Super. 3 obroke, zabava, vse to. Celi To teden pa kar veš. častimo mi, da vam pomagamo, ker vas razumemo, dragi starši. Tako da jutri zjutraj šli se bomo igro starš ali otrok, kaj točno to pomeni, bomo vse razložili jutri, ni problema. Vi samo morate vedeti, da se lahko že danes prijavite s ključno besedo VUP in svojimi podatki na 051 220 220 v SMS-u in
bodo počitnice malo lepše. Odlično. Ne? Da bi se kar prijavila. Ker tam imajo pa res, jaz sem Vem, bil, zdaj na noro. zadnje spijo, ne? Ja. Noro. Še jaz sem skakal. Si, ne, z Malo veseljem, ne? Ja. Si kupil zokničke? Ja, Si imel te Šparaj to, originalne? ne? seveda, vem. Pa tudi za Pesnico pesnico tudi? imam. Ja. Pa so imeli Aj. stari konj številko, ne? Pa da, So imeli, ja. So imeli, dobro. Tako da ja, jutri si bomo malo pomagali starši, ker kljub temu, da bo jutri 28. maj in se zdijo počitnice še daleč, niso. Samo toliko. 8 minut pred 8 je, dobro jutro. dobro jutro. In kot smo rekli, to soboto pol 8 v veliki dvorani SNG Maribor sobitje 62. celovečerna predstava akademske folklorne skupine Študent, ene od tistih folklornih skupin, ki je seveda pojem ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po Evropi in svetu. Anja Godec, Živa Waldhütter, dobro jutro. Dobro jutro, kak sta? Zapeli. Ja, lepo ste se, dajte še enkrat, če vam to dobro šlo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa daj. Folklorni Jeger, pozdrav. pa ne znamo tako. Ne. Torej, Kuč Študent, zdaj vi sta mladi, jasno da, ampak 62. predstava, to pomeni kar nekaj desetletij ene zgodovine in verjetno je kar težko breme to, ne? Držati ta nivo, pa dvigovati pa. Breme, mogoče ne, eno tako ponosno veselje, Okay, pričakovanje. Pol je treba to tako vzeti, super, ja. Ker, kot sem rekel, Kuč Študent je pojem, ne? In povsod, to zdaj, če je tekmovanje, oni pridejo spet, ja. Mislim, da bomo rekli, malo smo pristranski, ampak mislim, da so nas veseli, no? So, ja, ker je tudi to je prava paša za oči. Ogromno vas pleše, koliko vas je pravzaprav tam, ker imate tudi različne skupine, od tistih najmlajših do pač članov in članic, ne? Jaz mislim, da vsega skupaj od tistih najmlajših 4 leta do dokler gre, enih 100, Ja. tu nekje, lahko Wow. rečemo 100 okroglo. To so lepe številke. Jegra je zelo presenetljiv. Ja. Pozitivno je navdušen. In seveda, mislim, 100 je ogromna številka. Lepo. Je to 100 plesalcev, da se zavti, pa in da so to najmlajši, ampak vse, ampak veš, ko to vse združiš na odru, pa daš v eno predstavo, je pa to, Ja, to to že kar kar- lep ansambel. Ne? Vrhunsko in tu so ti plesi, vi pač seveda ohranjate, negujete to ljudsko izročilo in te ljudske plese, ampak to je kar naporno tudi, ne, ni to hec. Je v bistvu je ogromno nekih priprav, ogromno nekih raziskovanj, že na splošno skozi vsa ta leta, vseh teh 62 let, predvsem raziskovanj. No, iz vseh, lahko se pohvalimo, da imamo večinsko pokrito celo Slovenijo, kar se tiče nekih plesnih običajev, pesmi. Zdaj pa predvsem na tem koncertu smo se pa posvetili bolj obmenjem, torej zamejcem, kar je posebnost tega koncerta letošnjega, da ne bo štajerske pa koroške, ampak res Slovenci, ki so večkrat prezrti, ampak je prav, da jih pokažemo, prav, da njihovo kulturo tudi razširimo, tako da bomo to pokazali v soboto. Super, in to ni samo ples in glasba in petje, to je pomembno tudi, da so tudi obleke, da štimajo. To sem se, ja. Seveda. Kako to porihtate? Ker verjetno zdaj, ne vem, zdaj, recimo porabje. Zdaj, tam ni verjetno trgovine, folklora, porabje. No, pardon. Ja, no, ste pobrateni s kakimi drugimi folklornimi društvi, ki vam posodijo Res je, kostume, kot, ja. ali si jih Kako date to sami izgleda, delati? ja? ali kak? Neke dele kostumov si bomo za ta koncert zagotovo sposodili, ampak večinski delež je pa v naši garderobi. Naša garderoba je polna kostumov, veliko premala za to, kar imamo na voljo v naših prostorih, tako da upamo, da bodo ti le kdaj večji. V bistvu imamo odlične, naprimer naš umetniški vodja Saša Krajnc je velik specialist, tudi voditelj prve skupine Bojan Glaser, tako da v bistvu ona dva se mi zdi, da sta najbolj, kar se tiče kostumov, se pa bolj seveda povežemo z literaturo, z starimi posnetki, z vsem in je tako kar nekaj kosov nastalo. No. Vrhunsko. Jaz bi Zanimivo. samo vprašal, to morem, ko si rekla prve skupine. Vi to vas je, da imate A pa B reprezentanco? Vse. Prvo, drugo in tretjo. Še otroci so v 3 skupine, pa še veterane imamo. Veterani.
Ja. Veteran, kak je pri plesu? Pri fuzbalu vem, da je nad 35, kak je pa pri plesu oziroma folklori za veterana? Ja, zdaj člani veteranskih skupin, nas tam mlade, ki nismo več tako rosno mladi, hitro začnejo žicati, da pridemo tja. Aha, se še malce upiramo na vse možne načine, ker si ne priznamo. Ja, ker še zmorete, ne? Ampak drugače pa tam se mi zdi, da je neka meja nad 55, ja. To da še ti nisi za veterana. Ti še nisi. Bravo. Tako da jaz sem še mlad, jaz bi še lahko pri članih plesal, ne? Zdaj preden se lotimo podrobne vašega koncerta, ki bo to soboto v SNG o 7:30 zvečer, torej tradicionalne celovečerne predstave kot študent, še ena stvar, zakaj gre človek v folklori? Ja. Jaz vem. Po pravici. Zakaj ne? Zakaj ne bi šel v folklori? To smo ena taka ogromna družina. Mislim, da zaradi tega, zato ker smo tako povezani, tudi ogromno izmed naših članov ima sploh te ali nekega znanca, ali starše, ali stare starše. Nekdo je plesal, ali ima kolega in to potem je res tak si povezan in enkrat, ko začneš živeti s tem, ne moreš nehati. Je to, ja. Ne, te vzame celega oziroma celo. Ja, super, pa tudi fajn, ne, ker so razna potovanja, človek dost vidi. Seveda, vemo druženja, sploh ne. To sem htela si spoznati. Poznam zgodbe iz folkarta, pa... Ja, že folkart je ena izmed teh zgodb, pa vse turneje. Letos gre prva skupina v Francijo, smo že v Dubaju, Kanadi, Portugalski, to sem bila jaz, kaj šele ostale generacije, ko so bile turneje še malo bolj dosegljive. Pa mislim, da nas splošno veliko ljudi je našlo tudi, ne vem, osebne, življenjske sopotnike, najboljše prijatelje, si ustvarilo družine, ki pol itak pride vsi k folklori, ker vsi vemo, da je tam najboljše. Ja, gledaj, če sta ata pa mama se tam spoznala, bo te še mali, ne? Torej, o sobotni predstavi Huda študent v nadaljevanju. Danes jutraj govorimo o sobitju 62. celovečerni predstavi akademske folklorne skupine Študent, ki bo to soboto o 7:30 zvečer v mariborskem SNG. Anja Godec, Živa Waldhiter, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Če bi že kot otrok rad videl svet, moraš iti k folklori, ne? Res je. No, ker ravno prej si povedala, Anja, pa morda še enkrat, ko si bila še v otroški folklorni skupini, kako dolgo si bila v Tajvanu? Sicer nisem bila to za Hudom študent, ampak 21 dni. Naši otroci pri Hudu pa tudi po enotedenske Makedonijo, Turčijo, Egipt. Ja, lepo. Se si prej rekla, da hodijo vaši otroci iz Huda več po svetu, kot pa člani? Ja, zadnje 3 leta bi mogoče rekli, da ima večjo srečo, ja. Da včasih nas zamika, da bi šli za spremstvo. Ja, mogoče pa je tu zdaj vi pač plačujete ceno vaših predplesalcev oziroma pač članov, ki so bili aktivni pred desetletji, ker so pač kamor prišli, so verjetno vse spili, za pač problem. Ampak šalo na strani, vse te stereotipe, to soboto 7:30 zvečer bo v SNG-u fenomenalno, jaz sem prepričan. Dajte malo več povedati točno res, kaj pripravljamo, kaj bomo videli. Torej, tako kot je že Anja omenila, mi smo se spustili v to raziskovanje kulturne dediščine Slovencev tik ob državni meji oziroma v zamejstvu, zato ker je to področje velikokrat prezrto in res predstavlja neko posebnost. Imamo ogromno tudi novitet, ki smo jih letos delali v sodelovanju z drugimi koreografi, naprimer z dr. Tomažem Simetingerjem, tudi Luko Kropivnikom, seveda pa imamo tudi naše koreografe, naprimer naš Bojan Glaser, tudi ti, tudi jaz. Lepo. Pa tudi Anja, ti, koliko vemo, ne? Jaz bolj učim še za enkrat. Bo dobro. Glavnem, res imamo dosti, bi kaj dodala Anja. Jaz mislim, da ravno zato je treba tem zamejcem posvetiti pozornost, zato ker oni se morajo predvsej boriti za to, da ohranijo to slovensko kulturno dediščino, ker so na eni strani vpeti v čisto nek drug svet oziroma svet čez mejo, pa hkrati so tu pri nas in po moje ni vedno enostavno obdržati tistih slovenskih korenin in jih negovati. Teda jaz mislim, da si zaslužijo en tak večer, ki ga mi pripravljamo v soboto, da se jim poklonimo z vsemi plesi, ki smo jih v bistvu od njih povzeli in jih pripravili v to, kaj boste videli. Ok, trajalo bo... Urco in pol? Ziher, ne? Ja, sigurno. Okay. Boste zdržali?
bomo. Fizično, mislim. Je 100, vsako menjava. Ja, ko ne moreš več, daš petko, pa prije drugi, se obstačlaš. Torej, genialno bo zagotovo, tako da vabljeni na sobitje 62. celovečerno predstavo Akademske folklorne skupine Študent. To soboto ob 7:30 v Mariborskem SNG-ju. Anja in Živa. Bi še samo mogoče povedali za karte, ki gredo zelo hitro in jih je samo še nekaj na voljo, ne? Zdaj pa povejte, kje jih lahko kupimo. V bistvu jih lahko kupite na spletni strani Narodnega doma, moje karte, in fizično v Narodnem domu. Jaz sem včeraj dala v GBT sliko dvorane in piše še samo enih 80 sedežev prostih, tako da jaz mislim, da je treba zdaj iti v Narodni dom in kupiti karte. Ker drugače je veliko popraševanje in bo jih zmanjkalo. In to je tudi jasno, da pohvala za vaše dobro delo in priznanje za to, kar počnete, tako da res hvala lepa, še naprej skrbite za našo kulturno dediščino. Očitno ni straha, kar se folklore tiče, in po tej strani Slovenci zagotovo ne bomo zginili. Tako da hvala Kud Študent, hvala Anja in Živa in nepozabno soboto želimo. Hvala. Kot smo rekli, poletje bo tudi letos v znamenju festivala Arsana, to je najprepoznavnejši ptujski multikulturni festival. Ptuj, vemo, je tako blizu, da je praktično malo naš tudi v Mariboru. Sramežljivo v juniju, puni hamer v juliju in začetku avgusta in pol še zadnji šus ob koncu avgusta. Mladen Delin, direktor festivala, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Sem prav povedal vse do zdaj? Vse si povedal prav. Ok. Arsana, že lani smo se tukaj pogovarjali in leto dni je naokoli. Ja, res je. Noro, ne, tak. Res je. In zdaj bomo torej lahko v teh mesecih, kot smo rekli, videli, slišali in doživeli vse to, kar ste vi zdaj to leto pripravljali, in program je spet vrhunski, jasno, z nekaj zvezdami, ki res štrlijo, z nekaj cukrčki, z nekaj temi velikonočnimi jajci, ki jih moramo še odkriti in najti. Tak, ne? Ja, res je. Letošnji festival je 18, spravi smo polnoletni letos. Ja. In je v bistvu najdaljši časovno in pa ima tudi največ dogodkov. Sicer prizorišča ostajajo enaka, podobna, ampak je pa mogoče tudi največji, ker imamo največje zvezde. Vedno smo imeli ponovadi, vsako leto smo imeli en headliner, spravi eno tisto zvezdo, ne? Ja. Letos pa se nam je nekako tak, so se nam zvezde poklopile, da imamo kar 3 v bistvu take zvezdniške koncerte, mednarodne govorim, ne? Pa seveda ogromno velikih slovenskih izvajalcev in tako. In dajmo najprej o teh mednarodnih. Prvo ime zagotovo, zdaj ker smo z Maribora, bomo rekli Luka Šulić. Ja, tako je, Luka, da smo čakali dolgo časa, seveda je najprej moral nastopiti v Mariboru, kar je logično, ne? Ampak smo ga že čakamo 7-8 let in sem zelo vesel, da pride Luka s svojim projektom, zdaj ima, kot ste opazili, ima turnejo po Ameriki. Kratka, in pride potem tudi na festival Arsana, na glavni trg, na glavni oder, mestna tržnica, in bo nastopil s tem projektom in se zelo veselimo. Ja, jaz mislim, da je bilo ravno prejšnji teden, sem ga srečal, 14 dni nazaj smo se malo pogovarjala in je rekel, jaz sem rekel, kaj zdaj pa Ptuj, je rekel, ja. Tako da bo, ne pride, zmenjeno, lahko potrdim. Mariborčani imate to srečo, da lahko se svetovne zvezde kar na ulici srečate. Ja. Res je. Mi se moramo pa truditi, da pridejo na Ptuj pa čakati, ampak to ima svoj čar tudi. Potem je treba nedvomno omeniti Joe Stone. Ja, to pa je v bistvu velika sreča, da se nam je zgodila. To smo tudi čakali skoraj 10 let. In evo, zdaj pride svetovna zvezda soula na Ptuj. Joe Stone verjetno mnogi poznajo, tisti, ki še ne poznajo, če si bodo pogledali malo, bodo videli, da je nastopala z John Legendom, Mick Jaggerjem, Rod Stewartom. James Brown je v bistvu med prvimi, ki je v bistvu ozavesto in je začel vabiti na svoje koncerte. In Santana, Sting in tako dalje. To so glasbeniki, s katerimi je ona sodelovala, snemala in tako dalje. Tako da je res neka naslednica Janis Joplin, James Browna, skratka zvezda, februarja imela ameriško turnejo, zdaj ima pa evropsko turnejo. In sem zelo vesel, da se bo ustavila v najstarejšem slovenskem. Ja, absolutno. Plus Joe Stone je tudi slovi kot glasbenica, ki rada izbira malo bolj take, ne bom zdaj rekel butične, ampak malo drugačne, malo bolj pristne lokacije, ne? Tako je, res je. In pa na poslovilni turneji
se bodo ustavili vokalni kvartet, to so pa naši vzorniki, mi smo tudi pevci, seveda. New York Voices. Tako, The New York Voices, bili so že 3-krat na Ptuju. Tu bom samo omenil, da New York Voices so bili v bistvu tisti, ki so Arsano dvignili malo ven, ker oni so bili prvi, da smo lahko rekli, da smo imeli neke zvezde, ne? Sicer je to jazz, je zelo ozek krog poslušalca, ima jazz, ampak vseeno so Grammyjevi nagrajenci in oni se vračajo zdaj na poslovilni turnejo, zaključujejo svojo 40-letno kariero, ne vem koliko tisoč koncertov po celem svetu in zdaj je ta svetovna turneja in se bodo ostali tudi na Ptuju. Teda se splača iti to poslušati, zato ker je načelno poslovilno, ne? Zadnjič, tako. Čisto. Mojstri večglasnega petja. Ja, vrhunski, jaz sem moral, že imam karte mimo grede, ravno za New York Voices, to se pač absolutno ne zamudi. To je eno. Drugo, kar je, pa imamo tudi ustvarjalce, jasno, največje zvezde slovenske glasbene scene, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Dajva še malo o tem. Ja, zagotovo prvič prihaja na Ptuj Jan Plestenjak, potem pa nov projekt ima Gregor Ravnik, gostja bo Raven. Z Balkana so tu Toni Citinski in pa zdaj mlada zvezda Matija Cvek, ki ga verjetno zdaj že več ali manj vsi poznajo, izjemen pevec. Skratka, prifarski muzikanti še pa Bernarda Fink bo gostja, gala večer slovenske popevke, simfonični orkester Big Band RTV Slovenija, potem Operna noč pod zvezdami, Opera SNG Maribor, zbor orkester Stojlisti in pa to so ti veliki klasični koncerti in pa orkester Slovenske filharmonije, tako da mi imamo kar zelo različne žanre. Za vsakega nekaj. In klasična glasba je zelo priljubljena, sploh poleti pod zvezdami, letna prizorišča so zelo zanimiva in obiskovalci radi prihajajo, tako da je ogromno, pa tu še Adis Molar, Maja Kevc, ogromno je še enih izvajalcev, letos glasba svetov je zelo močna, letos ampak mogoče še bom kaj malo kasneje. Ja, res bomo in tudi o prizoriščih, ki so zelo, zelo slikovita na festivalu Arsana z direktorjem festivala Mladenom Delinom. Nadaljujemo takoj potem. O festivalu Arsana na Ptuju govorimo, z nami je direktor festivala Mladen Delin. Mladen, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Vemo, da pač Mladen je umetnik, pianist, pevec. In kot tak v direktorski funkciji je verjetno malo drugače ali pa precej stresno, to je zagotovo, ne? Krožijo zgodbe o tem, da je po vsakem festivalu Arsana, ki je že 18. letos oziroma bo 18. Da je Mladen rekel, da je bil zadnji, ne? Res je, to so resnične zgodbe. Ni anekdota. Ne, to ni anekdota, to je res in jaz sem to tudi v bistvu res mislil, zato ker je bilo treba v bistvu se resetirati na novo, ne? Da se ne ponavljaš, se moraš v bistvu resetirati in vsak september je treba začeti na novo. In seveda ti si komaj končal festival, za tabo je zelo naporno poletje in celo leto in ni potem počitka in je treba vse na novo. In takrat je najboljše, da zresetiraš se na nulo in rečeš, to je bilo to. In potem si vzameš nekaj časa in potem se začnejo ideje rojevati. Če se začnejo, če se dovolj spočiješ, pa če dobiš, če pride na vdih, tega se je treba resetirati. Jaz sem to res mislil. Tako da, ko so slišali Mladena, da je rekel, ne, to je bil zadnji festival, so samo rekli, čakaj, da se zresetira. Ker bo to tudi pozabo. Prišel čez 14 dni. In zdaj kot pianist je verjetno klavir ventil, ko je preveč, da se malo sprostiš, odmisliš. In zdaj nas zanima, kero špilaš, ko si, ali odvisno od razpoloženja. Klavir je res ventil pri meni, to je v bistvu terapija, dobesedno pri meni vsak dan. Jaz igram vse, dostikrat igram klasično glasbo, dostikrat igram jazz, včasih igram soul, pop, včasih potegnem kako mat, ki ga slišim na radio in si ga začnem igrati in tako. Včasih pa naredim kako svojo glasbo avtorsko. Tako da igraš zelo intenzivno takrat, ko si že. Ja, včasih reče žena, prosim, zapri vrata. Včasih pa reče, daj odpri pa še enkrat. Pa še malo, ne. Ja, super. Ok, festival Arsana na Ptuju, kot smo rekli, začne se tako sramežljivo, sramežljivo po številu dogodkov, ker julija je polni hamer, pa v avgustu. Recimo zdaj prvi taki večji koncert, ki je 13. junija, Jan Plestenjak na glavnem trgu na Ptuju. Tako je, Jan Plestenjak pride prvič na Ptuju, to je 13. junij, potem pa Operna noč 26. junija in pa še par dni prej je pa gimnazijska noč, tako da junij je kar poln, v bistvu, ne? To so veliki koncerti na tem griču oziroma arheološkem parku Panorama, ki sprejme 5000 in več obiskovalcev in res neverjetno pridajo ljudje v dekicah, z dekicami, šampanci in uživajo to, kar imate v Mariboru. Se lahko na travi?
Ja, tam ste lahko na travi, ali imate varuhe? V bistvu podrastja. Je trava, samo pač mi temu rečemo arheološki park, ne, mislim, zdaj ne vem, zaenkrat nimamo težav. Nimate, okay. Ker letos na Mariborske operni noči namreč je težava v parku za podrastje oziroma za koreninskim sistemom. Skratka, ampak če se ne gremo v to debato, ker zdaj ni tu prostor za to, tudi sama prizorišča na Arsani so res izjemna. Ta panorama sploh, se mi zdi, da ne. Ja, res je, zato ker ima veduto gradu zadaj, sprejme veliko obiskovalcev, ima ta naravni amfiteater, se pravi, bilo kje sediš, vidiš super, bilo kje sediš, slišiš super in je res fantastično. Jaz mislim, da bo to prizorišče privabilo še kakšne večja imena. To so neke sanje naše. Ima potencial. Sicer pa imamo res čudovita prizorišča, Ptuj je pač srednjeveško mesto, zgodovinsko mesto in ta trgi, ulice, to so res idealni za koncerte, to že zdaj obiskovalci vejo. Tako da glavni trg, to je v bistvu mestna tržnica, ki se je zdaj preimenovala v glavni trg, potem dvorišče Minoritskega samostana, mestni trg, stara steklarska, potem dvorišče gradu, slavnostna dvorana na gradu, pa še taka manjša prizorišča po mestu. Skratka, je pa res, da je vse skupaj to mali prostor in se da hitro premakniti z enega na drugo prizorišče in je to strani organizacije kar dobra stvar. Ja, bi rekel. Tudi ne rabite to kletati okoli, ne? Z e-skuterom vse rešiš. Festival Arsana definitivno eden od teh festivalov, ki pač tu našo regijo delajo bolj polno in pravzaprav epicenter nekega kulturnega dogajanja, tako da je čestitke za ta fenomenalen program, kot smo rekli, ven zagotovo štrlijo Luka Šulić, Jostov, New York Voices, ampak ogromno enih koncertov je. Pojdite si pogledati na njihovo spletno stran festivalarsana.com, tam lahko tudi kupite vstopnice, ne? In Mladen, se vidimo poleti na Ptuju, kaj naj rečemo? Vabljeni v najstarejše slovensko mesto, na 18. festival Arsana, vabljeni na Ptuj. Ja, in potem, ko spet boš rekel, da to bil zadnji, pa po resetu, ko bojo padle te prve ideje, prva velika imena, se priporočamo, da jih pri nas razkriješ za naslednji festival. Zagotovo. Hvala lepa in se vidimo na Arsani. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.